prebiram zelo rada strokovno literaturo, predvsem na področju vrtnarstva in pa trajnih nasadov. Seveda vsakodnevno pa prebiram zelo veliko časopisov, dnevnih časopisov in pa tudi revij. Torej, pravzaprav jaz berem skoraj vse žanre, seveda mi so bolj so mi pri srcu kakšne kriminalke, drugače pa ja, zgodovina, pa tudi odvisno od tega, kdaj. Najraje berem stripe. Najraje berem zgodovinske knjige oziroma pričevanja o drugi svetovni vojni. Moj star oče je bil SS vojak in me je s svojimi zgodbami navduševal nad drugo svetovno vojno in vsemi dogodki v drugi svetovni vojni. Druga moja strast so pa predvsem mafijske knjige. O mafijskih družinah, kako v bistvu celotna njihova organizacija poteka, vodenje, njihovo razmišljanje. Berem običajno zvečer, po zimi je to seveda več, poleti malo manj, ker je zunaj veliko dela in rad sem zunaj, na vrtu, v vinogradu, kjerkoli. Ja, zima je tista, ko je pri meni največ branja in dopust. Moj dopust je zelo velikokrat s knjigo. Predvsem te knjige, ki jih berem za svojo dušo, jih berem samo na morju, na dopustu, ko sem z družino, takrat si v bistvu edino lahko vzamem čas za to. No, to je ravno zato, ker to berem na dopustih, takrat, ko imam veliko prostega časa in lahko rečem, da ne rabim preveč razmišljati. To normalno teče, celo parkrat vmes zaspim in je to odlično branje. Kar se tiče, glede na to, da berem v glavnem dnevno časopisje, berem to v jutranjem času, ker se želim seznaniti z vsemi aktualnimi zadevami. Kar se pa tiče strokovne literature, pa mi čas dopušča v poznih večernih urah. Ja, 2, 3, Blek, Mark, Zagor. Ja, kar nekaj jih je iz samega otroštva, sicer pa sem v zadnjem obdobju prebirala knjigo našega častnega občana, danes žal že pokojnega Marjana Marinška, pod naslovom Ko slive v mlin narejajo. Najljubša knjiga 7000 dni v Sibiriji. V bistvu isto pričevanje dogajanja po drugi svetovni vojni in v bistvu ta boj človeka v zaporu, kjer je v bistvu najprej bil zaprt za 10 let in zadnji dan po tistem, ko bi mogel biti izpuščen po 10 letih, so mu kazen podaljšali še za nadaljnjih 10 let in potem v bistvu ta njegov notranji boj, kak je premagal sam sebe in v bistvu potem zbežal nazaj domov in teh 20 let preživel v Sibiriji in vse muke, ki jih je doživljal in tako dalje. V bistvu je tako, kaj mi pride pod roke. Nazadnje sem bral Stebri zemlje Kena Folletta, taka zanimiva knjiga o angleškem podeželju v srednjem veku. Sicer pa, ja, ne vem, tudi slovenski avtori. Ko je bila, recimo, Lucija, se moja hčera še v osnovni šoli smo skupaj brala Nejko Omahen. Glavnem, veliko avtorjev, tudi Agatha Christie, konec koncev, ker so mi pa kriminalke tudi blizu. Ja, bralna kultura je izjemno pomembna, s tem si širimo obzorja, bralno in pismeno kulturo in je prav, da tudi spodbujamo branje, predvsem pa sem ponosna na to dejstvo, da je občina Kozje skupaj za knjižnico Šmarje pri Jelšah v lanskem letu prejela nagrado Branju prijazna občina. Zelo pomembno je, da bereš, da si lahko utrjuješ tudi svoje znanje na različnih področjih, pa tudi, da znaš tekoče brati. To moram reči, da sem tudi v celoti obvladal že v svoji mladosti, ravno zaradi tega, ker sem veliko prebral. Prvo kot prvo nas nekoliko umiri, nam da nek čas zase. V bistvu s tem odkrivamo neke nove svetove, neka nova spoznanja. Ljudje smo v bistvu narejeni tako, da se celo življenje učimo in prav knjige so tiste, ki nam dajajo neko novo znanje, neka nova razmišljanja, neke nove poglede na svet. V bistvu nekaj se naučiš iz zgodovine, nekaj
v bistvu vidiš, kako so včasih predniki razmišljali, pa da se v bistvu njihovo razmišljanje prenese v današnji svet, je bolj kot ne enako, samo prilagoditi ga moramo razmeram v današnjem svetu. Torej, knjiga širi obzorja. Karkoli bereš, se poistovetiš, vidiš neke druge zgodbe, tudi če je fikcija, se domišljija nekako dobi krila. Tako da, ja, knjiga je dobra stvar, knjiga je za intelektualce, knjiga je za vse, knjiga je za kmete, konec koncev treba je bilo brati pratiko, ker so se naučili marsikaj. Branje dela človeka boljšega, po moje.